Po 60. letu gre strmo nadol, začne se pa upad že po 30. Regeneracija je proces, ki se slabša. In še nekaj, mišice so tiste, ki največ pripomorejo k naši regeneraciji. In če nimaš te mišične mase, telo dejansko švohni. Tako da dajmo graditi mišice, dejansko konkretno vadbo z utežmi, naložba je to za našo starost. Na hitro pred pogovorom pa bi vas prosil, če se lahko naročite na kanal, na hitrico lajkate video, nam pomagate do 1000 naročnikov, da bo to midva lahko naprej delala. Veronika Dolenc, lepo pozdravljena v novi epizodi Torkovega pogovora. Kako bi se na kratko predstavila nekomu, ki te ne pozna? Ja, zdaj, če gledam najprej profesionalno predstavitev, sem doktorica kinezioloških znanosti, profesorica športne vzgoje, kondicijska trenerka. Takrat smo imeli mi še srečo, da smo dejansko imeli možnost delati tole fakulteto za šport in dobiti naziv in profesor in usmeritev svojo, tako da imamo obe. Zdaj, trenutno bi pa tako nasplošno se lahko predstavila kot neka oseba, ki krepi zdrav življenjski slog. In to s poudarkom na gibanju. Potem pa jaz kar začel z enim citatom iz tvojega doktorata, ostalega ne bom sprašal iz doktorata, ker so se to pogovarjala, tudi nisem pripravljen, ampak zelo pomembna stvar za izobraževanje. Nekoč smo mislili, da je bolezen božje delo, potem smo spoznali, da je posledica človekove nevednosti in ko bi le znanstveniki izvlačili nekaj, kar bi odstranilo nesnago tudi iz naših glav. Koliko pomembno je potem v resnici izobraževanje za zdrav življenjski slog, za gibanje? Zelo. Zelo pomembno je. In to je zdaj pravzaprav, ves čas je pravzaprav smo se srečevali z recimo pojem zdravja. Kako bi opredelili pojem zdravja? Medicina opredeljuje zdravje kot odsotnost bolezni in invalidnosti. To tako pojmovanje je bilo še v začetku 19. stoletja. Potem je pa tehnologija napredovala in seveda medicina se tudi, hvala Bogu, usmerja v preventivo. Zdaj ni več samo kurativa, zdravilo oziroma postavitev diagnoze pa samo zdravljenje, ampak se medicina tudi usmerja v proaktivnost, v preventivnost. In to je, se mi zdi, da je res to ključ. Zdaj, vemo, da je telesno zdravje in duševno zdravje nas nekako opredeljujeta v celoto. In eno brez drugega preprosto ne gre. Jaz se pa bolj usmerjam na telesno, na to področje. In zdaj tukaj jaz vedno rečem, da zdravje podpirajo 4 glavni stebri. To so gibanje, prehrana, spanje in pa se pravi ta duševna plat. In zdaj najbolj lahko vplivamo na našo gibanje, na naš steber gibanja. Tukaj so že raziskave, res ogromno je narejenega na področju dokazovanja, koliko je pomembno to gibanje. Ampak vsak reče, kaj pa je zdaj to gibanje? A je to zdravilo, a je to tabletka, kako bi to stvar res v prakso spravil? Kako se zdaj gibati, da bo telo res maksimum potegnilo? Ker tukaj ne gledamo zdaj kratkoročno, zdaj bomo pa delali samo zato, se bom dobro počutil, da bom polet lahko oblekel te kopalke, skratka kazal, ne, delamo za prihodnost, za našo starost. In vemo, življenjska doba se je od 19. stoletja, ki je bila 50 let, povečala, vemo na koliko, 80 plus. In mi ne želimo iti v penzijo in potem samo še stagnirati in preprosto na koncu umreti. Ampak želimo to starost uživati. In prav s tem namenom
sem jaz tukaj pripravila 10 športnih zapovedi, ki jih vidite tam zraven. In bi mogoče se samo na kratko ali pa malo tudi pri kakšni bolj poglobljeno ustavila, a ne. Tako da ja. Zdaj, če gledamo prvo zapoved, piše: trening za moč je brezpogojni del vsake dobre telesne priprave pri vsakem športu, a ne. Jaz sem to že večkrat slišala: zdaj je zima, zdaj delam za moč, potem poleti bom pa tekel, pa plaval, pa kolesaril, a ne. Pač tega ni tako, a ne. Tukaj zdaj vedeti moramo, trening za moč je zelo širok pojem, a ne. Tukaj imamo vzdržljivost v moči, statično moč, eksplozivno moč. In zdaj, katera moč, a ne, katero moč zdaj trenirati, dejansko bom jaz tako rekla, tukaj delamo vse, a ne, vse delamo, ampak poudarek, bom pa kar tako rekla, je pa na vzdržljivosti v moči, a ne. Torej, telo, in tukaj spadajo ne samo, da delamo bremena, z bremeni, ampak pade tudi sama prilagoditev telesa na srčno-žilnem nivoju, a ne. Vzdržljivost, že beseda vzdržljivost nakazuje na neko dalj časa trajajočo aktivnost, a ne. In za zdravje, za našo bodočnost, za našo prihodnost in zdravo starost priporočam, torej poleg aerobne baze, vzdržljivost v moči, a ne. Ker ne krepimo samo same mišice, in ne vplivamo samo na njo, ampak vplivamo tudi na srce, na ožilje, na pljuča in na vse dejavnike povezane, ki so zelo pomembni, na organe, celoto, a ne. Zdaj, tukaj je zdaj omenjena, ta moč, a ne. Zdaj, poleg moči, a ne, imamo pa vedno, ne moremo zdaj samo delati moč, ampak delamo tudi druge komponente motorične sposobnosti, a ne, ke pač morajo pasati zraven. Tukaj jih nisem konkretno izpostavila, ampak sem spada tudi sama gibljivost, telesa in pa, obvezno ravnotežje, a ne. Z leti se to zelo slabša, gibljivost nam pomaga, da so tetive mišice prožne, da v primeru, če zdrsnemo, pademo, se ujamemo, ravnotežje je enako. Moč, kaj pa zdaj se skriva tukaj, a ne. Sama hipertrofija, recimo mišice, sama prečni presek mišice, to je zdravje, a ne. To je tisto, kar mi želimo imeti, a ne. Večja je mišica, močnejša je mišica, večjo silo proizvede, več, bom rekla, v sebi ima in energije, hkrati, mišica dejansko vemo, z leti se mišica obrablja, a ne. Ko bi rekla, zgubljamo mišično maso, funkcionalnost mišice upada. To je dejstvo, to je degenerativna sprememba. Mi želimo to upočasniti. Večji bomo imeli presek mišice, kasneje bomo, seveda podlegali, sarkopeniji, ke je res že skrajna mera, a ne, izgube mišične mase. Po 60. letu gre strmo navdol, začne se pa upad že po 30., a ne. Potem, malo bi tukaj še ta vzdržljivost poudarila. Namreč, ko mi na treningih recimo, ne gremo, imamo omejen čas, 1 uro, in takrat jaz poudarjam veliko, poudarka na tej vzdržljivosti v moči, a ne. Da dejansko marsikdo, ki nima časa, da bo delal še dodatne teke, ure s teki, kolesarjenjem in tem, lahko že na enem treningu, opravi tisto glavnino za zdravje, a ne. Zaradi tega se tukaj zelo osredotočam na to vzdržljivost. In kaj pomeni tudi vzdržljivost? To pomeni prilagoditev srca, a ne, srce se, levi prekat se ti poveča, če delaš pač že nekaj časa, a ne, ne gre to čez noč, in seveda utripni volumen se poveča. Potem sama frekvenca srca se med naporom in v mirovanju zniža. Potem, gremo na, samo prilagoditev, a ne, presnovo, maščob, metabolizem postane prožnejši, a ne, torej več kurimo maščobe kot pa, samo glukozo, a ne.
Potem gre tukaj za prilagoditev mitohondrijev, čisto na celični ravni, a ne, se ta poveča količina mitohondrijev, ki proizvajajo celično dihanje, omogočajo nam proizvodnjo ATP-ja s kisikom, a ne. In ta funkcionalna enota mitohondrij je bom rekla, ključna, a ne, za to zdravje, za našo zdravje. Ne samo količina, tudi kvaliteta. Tako da ja, vzdržljivost je res pomemben in širok pojem, ni samo, da gremo na kolo, ker recimo mi Slovenci smo zelo znani, da ljubimo gore, planine, jaz sem tudi ljubitelj narave, noro. In ne predstavljam si brez tega in da vzdržljivost krepimo s tem, ampak premalo je to. Premalo je to, moramo delati še za dodatno, a ne, zato sem rekla moč, ker ljudje pozabijo na to. In še seveda ostalo. Tako da to je recimo zdaj samo ena zapoved, ne, zapomnite si pri njej, da samo delajte vaje za moč z bremeni, zdaj pa je tako, sam težko delaš, velikokrat je tako, da je to veliko je tega neznanja, prosim, pojdite pod strokovni nadzor, a ne, da vas bo nekdo, ki obvlada to, pa vas bo pomagal pa usmeril, ne. Ker druge zapovedi se nanašajo samo tehniko izvedbe, da se ne poškoduješ. In zdaj recimo Sam jaz mislim, da se vsem da, tudi sam se lahko zelo dobro naučiš tehnike, tudi sam se lahko zelo dobro natreniraš. Zelo se lahko dobro natreniraš, še posebej, če vztrajaš, pa se poslušaš svoje občutja, ki jih čutiš, ne. Saj to so potem naprej, ne. Recimo, naslednjo zapoved sem dala urnik. Ker to, če ne delaš redno, je brez veze, a ne, pravzaprav rečeš, en mesec bom treniral, pa kaj pa pol, a ne, a pol boš pa nehal, a ne. Ne, tukaj gre za dosmrtno, ne. Ja. Tukaj greš dokončati, ne prekineš, ne, delaš, celo življenje garaš. In urnik je res nujen in to je tako, kot zobe umiti zjutraj, narediš neki sklet zjutraj, greš na trening ali pa zvečer na trening, urnik si moraš določiti. Ampak to misliš prav tako, da moraš imeti vsak teden določene prav ure v tednu? Ja, jaz se kar tako določam, veš, mogoče je tako, veš kaj, tukaj moramo vedeti nekaj, moraš vzeti osebo, ki je stara okoli 30 let, ima že družino, ima že svoje, bom rekla, izredno velike napore v službi in potem ta oseba ima še mogoče kakšne obveznosti s starši svojimi, ki jih mora poskrbeti za njih, in otroke jih tako rihtati. In kako boš ti zdaj tukaj dodal še trening noter, a ne? Jaz občudujem čisto vse, ki v tem okolju, v katerem živimo, imajo tako dobro, da pridejo k meni na trening 3-krat na teden. Recimo, a ne. To je fenomenalna organizacija, a ne. Ampak moraš si vzeti. Jaz bom rekla, če si sposoben trenirati brez urnika, kadarkoli, super, brez problema podpišem. Ampak jaz sem pa tako, ke delam to že 13 let, vodim te kondicijske treninge in jaz delam vse treninge zraven. Zato, ker hočem dobiti prvič povratno informacijo, kako ta trening name vpliva, drugič pa svojo lastno kondicijo pa moč krepim. In delam poleg tega, imam še dodatne svoje, bom rekla, priljubljene športe. Ker jaz vedno rečem, to, kar mi delamo na treningu, je super in je tudi zadostuje, a ne, če greš 2 do 3-krat na teden, je to že dovolj, a ne, če delaš tak trening. Če pa seveda marsikdo pa ve, da bo svoj šport izpopolnil, recimo kolesarjenje, moj priljubljen šport je plavanje, da boš s kondicijo pridobil moč, tetive močne, jedro v telesu, ravnotežje, vse te gibljivost in boš lahko potem brez problema ta svoj ljubi šport izvajal, a ne. Še leta, stara leta, a ne. In zaradi tega jaz gledam tukaj, pač, da je res fajn, da si človek ustvari eno rutino in se te rutine potem drži. Naslednja je, naučimo se poslušati lastno telo. To je res zelo
zelo nujna zadeva, je pa res, da tukaj delamo lahko tudi veliko napak, a ne. Jaz recimo vedno sem rekla, tehnika, na mojih kondicijskih treningih, bom rekla, je na prvem mestu, in če vsaka bolečina, ki jo začutiš, špikajoča, veš, da stvar nekaj narobe delaš, a ne. Samo to so kontrolirani pogoji in tukaj v kontroliranih pogojih je toliko lažje poslušati svoje lastno telo, a ne. Verjetno je pa veliko težje to v naravi, v enem zunanjem okolju, pa še posebej, če želiš kaj več, a ne. In zdaj tukaj, a ne, jaz veliko, bom rekla, slušalke v ušesih, naprave, ki ti govorijo pa dozirajo tempo. Jaz sem pač proti temu, a ne. Ne bom zdaj rekla, ne obsojam drugih, če to tako radi imajo, ampak jaz osebno sama ne, ker želim, da ko grem recimo teč ven, ko je zunaj recimo lahko sonce sije, mene pa noge so težke kot cent. In jaz se takrat poslušam, a ne, poslušam, kaj mi telo reče, ne bom zdaj tempo teka, ne bom šprintala gor v hrib recimo, no, karikiram, ne šprintaš v gorskih tekih glih v šprint, v hribe. Ampak hočem to reči, da se je treba poslušati. In jaz recimo prav tek, a ne, sem vzela kot zelo analitično vzamem vsak šport, a ne, in preberem teorijo, pa si rečem v redu, ampak prakso moraš dobiti, ne. In recimo en dan se spomnim, sem šla teč, in sem hotela tehniko na sprednjem delu stopala, a ne, spiliti. In takrat se spomnim, ni bilo problem, 7 kilometrčkov ni bil problem, ampak zvečer, in to je bil glih božič, sem šla še enkrat. In to je bilo pa pika na i, a ne, to je bilo pa pretiravanje, ne, in sem imela 14 dni muskelfiber, zelo, zelo tak nepozaben, ne bom pozabila teh bolečin. Ali pa recimo ne poslušaš svojega telesa, partner tvoj bo tekel lahko vsak dan in ti ne veš in rečeš: pa grem pa še jaz." In jaz sem osebno šla zapored 3-krat z možem teč po zimi, to sva sigurno delala približno ene 15 kilometrčkov, prvi dan brez težav. Drugi dan isto, ponoviti sem že nekaj malo čutila, tretji dan sem prišepala domov. A ne, in od takrat naprej vem, da, in takrat se mi je hudo vnel živci sciaticus. In sem imela prav, terapijo tako, se spomnim, zdravljenja, v smislu samozdravljenja, seveda sem šla k zdravniku, a ne, mi je dal protibolečinske, protivnetne tablete in bi jih mogla v trenutku začeti jemati. Jaz sem začela jemati jih po 5 dneh, a ne. Hočem reči to, da nisi vedno pameten, a ne. Da se učiš iz napak, a ne. In če hočeš pa vsem preko nekaj sebega, moraš iti tudi, a ne, pa delati napake. Tako da recimo ta poslušam lastno telo, jaz še vedno podpišem, ampak včasih moraš pa tudi preko. Tehnika je na prvem mestu, to je naslednja, a ne. To sem že rekla, tukaj je res zelo pomembno. Ampak ko delaš, kot ti si omenil, a ne, tehnike se vse naučiš sam. Ti si verjetno mislil tehnično izvajanje vadbe za moč z bremeni, a si mislil kaj drugega? Ne, hotel sem v bistvu nekako v tem smislu, da ni 100% nujno, da imaš trenerja. Se strinjam, da je zelo koristno, ampak če nimaš možnosti, je boljše, da se sam usmerjaš na tehniko, pa sam to delaš, kot pa da... Usmeriš se na tehniko, ne, in točno to, zdaj, če si dosti, bom rekla, imaš, ko se temu reče, občutek za lastno telo, katera mišica se napenja, kako se napenja, super, a ne. In to je pohvalno, super. In to jaz zelo, zelo podpiram. Ampak recimo, jaz imam pa tule v mislih recimo mogoče malo tehniko vzdržljivostnih športov, kot je recimo v mojem primeru bilo plavanje, a ne. Moj najljubši šport je plavanje. In mi smo se na fakulteti za šport vse naučili. Nas so tehnično izpilali vse plavalne discipline. Na olimpijskem bazenu smo mi plavali, so nas ocenjevali in meni je bilo to ljubezen, a ne. Nisem imela 10, mislim, da ne, mogoče, ampak blizu. Skratka, obvladala sem tehniko. Ampak nekaj je bilo tehnika na kratke razdalje, nekaj pa na dolge razdalje, oziroma jaz plavam odprte vode, a ne.
na morju in jezera. In jaz se spomnim, jaz sem si vedno želela pač to dolgotrajno plavanje, da telo pač je dalj časa v vodi. In to je bilo težko, ne, to je bilo težko. Jaz se spomnim, jaz sem rabila čisto odkrito povedano, pri vsem znanju, ki sem ga imela, sem rabila vsaj ene par let, da sem jaz se naučila tehniko izpopolniti. To pomeni res, da sem plavala samo na morju in to samo par tednov na leto, a ne, ker si pač časovno omejen, a ne, nimaš bazen, mislim, na bazene nisem hodila, nikoli me niso privlačili in me tudi ne. Ampak jaz se spomnim, vrat me je bolel, rama me je bolela, križ me je bolel, ne. In ja, ne, in to moraš gledati analitično, vsak del giba moraš analizirati, se poglobiti vanj, a ne. In zdaj je tehnika za moje pojme meni pisana na kožo, a ne. In še nekaj je, še moja hčerka je neverjetna plavalka, ima gene po meni, midva imava obe široka ramena in dejansko imava, ne vem, mogoče so bile ribe v prejšnjem življenju. Ampak dejansko, ko gledam njo, a ne, vidim, kako res imava isto usklajenost, obe greva, uživava, no, in to je to, a ne, to je to, ko tehniko res izpilaš, pol uživaš. Drugače pa trpiš, drugače pa, če hočeš nekaj dalj časa delati, trpiš in recimo tek je en tak primerek tudi, ke jaz rečem, trpljenja na neki način, a ne, to ni, jaz vedno rečem vsakemu, ja, v redu, samo a se zavedaš, kaj je tek, a ne, tek ni zdaj samo, da gledaš tam enega, ke skače pa poskakuje. Tek, če hočeš res nekaj ven potegniti, potenje, smrkanje, usekovanje, iti na malo veliko potrebo vmes, tek je bolečina, ampak tek je meni nor, a ne, ko preideš iz te faze, da ti ni treba več tehnično skrbeti, namreč ortoped bo rekel: "Ne teči." A ne, jaz pa pravim: "Teči," ne, ampak zavedati se moraš vsega, kaj to prinese, a ne. Ne moreš iti ti kar teči neke enormne razdalje, ke nisi prej tekel, poškodoval se boš, a ne. Poškodoval, tvoja tehnika je lahko, nimaš moči, nimaš utrjenega trupa, nimaš koordinacije dobre v rokah, ramenih, ker roke izredno pomagajo pri teku. Upogibalke kolka nimaš močne, a ne, zadnjične mišice nimaš. Kako boš meča, a ne, meča, ke so mene povzročale 14 dni agonije od tega, ke sem tehniko pila, a ne. Hočem reči to, da tek zahteva telesno predpripravljenost, a ne. Ker to je udaren šport, vpliva na sklepe, na kosti, na mišice, na tetive, in če bomo mi podlegli in se začeli pogrezati vase med tekom, kar jaz gledam tekače, redko kdo res lepo ima spiljeno tehniko. Večinoma so sključeni dol, ali se pa preveč nazaj držijo, tečejo po petah, skratka, tukaj je kaos. Če mene vpraša kdo za nasvet pri teku, jaz vedno rečem: "Izberi si majhen klanček in pili tehniko na majhnem klančku," a ne. In to boš počasi dojel bistvo, ker klanček te prisili, da se malo nagneš naprej, prisili se, da preneseš težo na sprednji del stopala, majhne korakce delaš, ne delaš onih dolgih poskokov pa naprej ne rineš. Skratka, majhen klanček te bo naučil vsaj osnov približno, a ne. Potem pa, če imaš voljo, pa vztrajaš, a ne, in samo tako z vztrajanjem pol lahko res začneš uživati v teku, a ne. In v vseh teh vzdržljivostnih športih, a ne. A gremo naprej. Količina, ponovitve, trajanje je pomembnejše na začetku od intenzivnosti in hitrosti. Zelo, zelo pomembno. In to je pravzaprav tudi to, ke sem rekla, a ne, na začetku se osredotočaš na tehniko, ne boš dal v roke zdaj 5-kilskih, 10-kilskih uteži vsako roko pa dvigoval kvihte, a ne.
Preprosto najprej tehniko, s tem vzdržljivost in potem prideš na bremena, pa potem pa samo metodologijo, metodo, recimo pri treningu za moč spreminjaš, ne. In tega imaš pa tudi malo morje teh načinov, kako trenirati. Tukaj pa tudi zelo velik poudarek dajem na samo vzdržljivostne športe, ker tudi ne moreš ti power oziroma moči proizvesti, če nimaš kondicije, a ne. Ti moraš najprej narediti bazo. In to sem rekla že na začetku pri moči, a ne, vzdržljivost v moči, aerobna baza, to sta tisto podlaga, a ne. In vsak po logiki, ki bo malo sebe poslušal, bo vedel, da gre najprej na Šmarno goro lepo mirno počasi, potem se štopa, v redu, gremo malo hitreje, na koncu bo pa lahko tekel gor, a ne. Ampak to traja, to ni proces, to je proces, no. Ne poškodujmo se, varnost je na prvem mestu. Zelo pomembno, ker zdaj, če imamo kontrolirane pogoje v telovadnici, ni težav, a ne. Tam dejansko nimaš vremenskih vplivov, imaš samo uteži, ki lahko preteraš, ampak še to verjetno, če delaš sam, imaš to znanje, če pa ne, pa imaš strokovnjaka, ki ti pomaga, a ne. Tukaj jaz mislim predvsem na to, če greš nekam ven, v neko naravo, moraš upoštevati opremo športno, moraš upoštevati vremenske pogoje in pa seveda kam in koliko časa približno ta traso moraš imeti v glavi, a ne. Zdaj, nekateri je nimajo, nekateri pač grejo, vzamejo ruzak, hodijo, in je to super. Nekateri imajo pa omejen čas, a ne, in recimo imajo družino doma, čakajo otroci, mi s možem sva dejansko velikokrat, sva začela teči, zato ker sva dejansko imela majhne otroke, to govorimo o 2 letih starih otrocih, in nisva ji hotela stresa povzročati, ali pa jih dajati kam v varstvo, in sva si izbrala tek, ki je kratka, intenzivna aktivnost in jo v 1 uri narediš vse, a ne. In sva šla zgodaj zjutraj teč, ko sta otroka spala, sva midva štartala, 1 uro odtekla, prišla nazaj, onadva sta še spala. Skratka, imel si organiziran in si, ne glede na vreme, prilagodiš se vsej situaciji, oblečeš se, primerna obutev, pogledaš vremenske pogoje in greš. Zdaj tega več ni, otroka sta itak zrastla, zdaj se že zmenimo in tako. Druga stvar je pa vzdržljivostni in izzivi, taki dolgotrajni, a ne. Takrat je pa tudi zelo pomembno, da se organiziraš. Jaz se spomnim, ko sem midva sva imela isto, sva rekla, greva preizkusiti polovični Ironman. Takrat se je to začelo, a ne, ta fama o tem, zdaj mogoče se malo manj že o tem govori, takrat je bilo tak bum. In sem rekla, dajva probati, a ne, si plavati znava, teči znava, dajva pa kolo, kaj pa bo kolo, a ne. Ampak dejansko, ne, Ironman so ustvarjali, za svoje kondicijske treninge kolesarje, a ne. Oni so hoteli nadgraditi svoje kolesarjenje z vzdržljivostjo in s to so dodali tek in plavanje, a ne. In to recimo, če gledaš samo količino, a ne, pretečene razdalje, preplavane kilometrine s kolesi, največ poudarka na kolesarjenju, ne. 90 je polovička, 180. No, dobro, kilometrino recimo gledamo, časovno, ja, kaj bi rekel, maraton ali kaj, da bi ti bil najdalj časa? Maraton. Ne bi rekel, da bo maraton najdalj časa, ampak jaz mislim, da če bi šel jaz valjda plavanje, ne, ampak. Pa ne, ker plavanje razdalje samo pri polnem Ironmanu 4 kilometre pa malo, pri polovički 2, ne. Koliko boš pa ti kolesaril 180 kilometrov, a boš to rabil, ne vem. Če na specialki, po moje, jaz sem zanič v kolesarjenju, ne. Takrat, ko sem kolesaril, mogoče, 6 ur, verjetno. Ja, 180, ko govoriva, ne.
Ja, tako, to bi ti zigurno spravil čez 100%, ne. Ja. Samo 6 ur pa ne plavaš ti 4 kilometre, ne. Dobro. Tako da ja, ampak veš kaj pa res, ne, dobro si takoj omenil plavanje, ne. Plavanje je v večini najtežja disciplina tle pri temu, ne. Ker je res, kot sem jaz rekla, koliko let sem rabila, da sem pila tehniko, a ne. Skratka, hotela sem to povedati, no, da sva midva pač takrat rekla, greva probat, ne, in sva dejansko literaturo sem prebrala, še eno knjigo sem si kupila in se zdaj pa dajmo to probat, a ne. In je bilo luštno, ampak mi smo imela kolesa, kaj naj rečem, brez SPD-jev, tevice, obute, ja, kar reš. Potem smo imela kolesa, kaj naj rečem, to so železna kolesa, to ni bil nek karbona, veš. In ja, mi smo šla s tem kolesariti, ne. Tekla sva, zdaj Ironman organizirajo po cesti, ne, ravnica in gor in dol in delaš one 4 kroge po 10. Najino telo, a veš, to je tako, kot da bi primerjal jabolke, hruške ali pa, ne vem, meso pa vegane pa mesojedce, ne vem, tek po ravnem, po asfaltu se ne more primerjati z gorskimi, ne. In mi sva, ni šans, da greva na asfalt in sva šla seveda po vizah teč, tam v Istri sva to delala in sva tekla po vizah pa gor dol po klančkih in sva imela pač to čisto drugačno, a ne, pač ampak tako sva si naredila. Plavanje pa kljukica, ne, sva si odmerila ono razdaljico in sva to je vse na oko, ne, to je bilo približno Google Earth ali kaj si imel Primož, pa si pa odmeril ono razdaljo, tudi ne vem, če je bila točna. Skratka, sva speljala in tudi ni bilo nobenih nekih težav, ne, da bi zdaj to rekel, ne, ampak jaz sem točno ugotovila, potem sem vedela, da jaz tega se ne bom lotila, da to ni zame, ker jaz preprosto kolesarjenja ne da ga ne maram, ampak cestnega ne prenašam, bojim se avtomobilov, kamionov, to so me mimo naju švigali, ni bilo, no, in zato pač se v te vode jaz ne spuščam, a ne. Ampak ja, potem recimo sva to vedela in sva šla delat gorske teke, pa te bolj poudarjeno pa na večje razdalje, ne, in tudi isto tukaj, koliko boš zdaj pojedel, kaj boš s sabo vzel, kako, kup enih stvari, enih vprašanj, ampak če ne probaš, ne veš, ne. Zato jaz tukaj rečem, ja, pripravi se, kakor se da, a ne, na neke take izzive, imej recimo s sabo raje malo več kot manj, samo veš, da boš mogel to vse nositi, ne. Zdaj pa ljudje grejo na Caminote pa hodijo po ne vem 300, 500, 800 kilometrov, ne, veš, da ti vsak gram tle pomeni, isto pri teku, pri gorskem sploh, a ne. Tako da ja, po pameti, a ne, vedno je tle res, ne poškoduj se, ne drezi v tam, ke ni treba, ne, pa še nekaj je, odgovornost imaš do družine, do otrok, a ne, in to gledaš čisto drugače, mogoče, če bi bila jaz stara 20 let, bi jaz letela tam ne vem, vzela denarnico, telefon pa bi šla, a ne, pa bi rekla, bom kupila si nekaj za piti po poti, če bom sploh do trgovin prišla, a ne. Tukaj je zdaj, a veš, kje boš vodo dobil, kje, a ne, tako da mentaliteta se spreminja z leti, ne, in ja, gremo naprej, postopno povečevanje, podaljševanje napora, a ne. To je podobno, kakor prej pri količini pa trajanju, vedno greš najprej na postopnost, pol pa gradiš. Zdrava in uravnotežena prehrana pred, med in po naporu dajo telesu moč. 100-krat podpišem, a ne. Jaz sem toliko vesela, ker zadnje čase gledam kakšno po televiziji klinične prehranske oziroma nutriciste, in zdaj res poudarjajo, da se naj ljudje ne držijo raznih diet, da ni čudežnih tabletk, da ni, hvala Bogu, no, hvala Bogu, ker eno obdobje je bilo, se mi zdi, toliko poudarka na enih dodatkih, dopolnilih, dietah, takšnih in drugačnih, da je mene glava pekla, a ne. Jaz sem pa vedno rekla, moč rabim jaz rabim moč, energijo, da jaz lahko lavfam gor na Šmarno goro. In to vsak teden brez težav.
In ne samo enkrat na teden, recimo jaz imam 2-krat na teden teke, a ne. Po zimi pa namesto enega teka dam tek na smučeh, a ne. Tako da jaz recimo mislim, delam povprečno na en teden 2000 višinca. Plus vse kondicijske treninge, plus še družinske izlete, kamor spadajo pač tudi te višinci, ki se pol seštevajo, plus pes, ki ga imamo in ga jaz večinoma sprehajam. Hočem reči, da se ti ta količina aktivnosti nabere na cirka pri meni od 20 do 23 ur na teden. In če nimaš ti energije, če ne ješ, jaz tega ne morem 13 let zapored delati. Jaz, ko sem začela z mojimi treningi, jaz sem dejansko bila v manjši telesni kondiciji in v telesni pripravljenosti kot zdaj. A ne? Jaz zdaj recimo, jaz sem na začetku ene 3 sezone zbolela. Po končani sezoni sem se mogla uleči 14 dni spat. Tako je bilo to meni naporno. S tem, da pri težjih treningih, ko smo jih delali, kje da sem šla še laufat med tednom, kje da sem šla še psa, oziroma ne, kje da sem šla še, ne vem, na Šmarno goro hoditi ekstra dodatno, isti dan, ko sem imela že 2 treninga, a ne. Zdaj to vse delam. Imam točno določeno Šmarno goro, kdaj gremo gor, kdaj grem peš s kužkom gor, kdaj, ne vem, družinske izlete planiramo, vedno hribe. Skratka, dejansko rabiš moč, hočem reči energijo. Energijo dobimo s hrano. In zdaj, če samo na hitrico, jaz se ne bom poglabljala to zdaj podrobnosti, ampak dajmo jesti domačo, slovensko predelano hrano, ki je čim manj kilometrine upravlja, a ne. Od pridelave do zaužitja, a ne. To je zame prvo pravilo in jaz podpiram zdaj pravzaprav naše kmete, da se zavzemajo za svoja živila. Res, to se mi zdi res toliko važno, da bojo izdelki označeni za zastavico slovensko, hvala Bogu, a ne. Tako da ja, in jaz verjamem v to našo hrano in ki ti daje moč, energijo, a ne. Zdaj pa, kar se tiče pa kako, kdaj in kako recimo to jesti, a ne. Zdaj, če vzamemo recimo kondicijski trening, a ne, nek trening za moč, pa si se zašvical, pa si grl, pa si delal kontrakcije take mišične, da si trgal mišice in dejansko rabiš, mišica se bo potem celila, gradila, hipertrofirala in gor dol. Ja, zdaj tako bom rekla, zdaj ta fama beljakovinskih napitkov po takem treningu ni to za biti, a ne. Telo ne bo nič mišična masa propadla, če ti takoj po onem treningu ne boš vnesel vase 2 deci ali pa 3 deci tistega proteinskega praška, a ne. Ne bo nobene panike. Problem pa bo, če boš ti to delal več dni zapored, ne. Če ti 3 dni zapored brez beljakovin, a ne, in delal in grl v telovadnici, takrat je pa že alarm. Jaz bom tako rekla, celokupen vnos beljakovin v enem tednu gledamo, a ne, kar pomeni, da če ti en dan ne boš jedel beljakovin, noben problem. Ampak takoj se ti bo poznalo, vsaj meni se, takoj se mi pozna na drugem dnevu, ali pa že zvečer včasih. Če nimam za kosilo konkretno, ne vem, nekih beljakovin, bom imela pa zvečer, pa si moram eno tuno odpreti. A ne, čisto odkrit povem. Naslednji dan, če en dan ne jem, moram naslednji dan imeti beljakovine. Ampak to ne govorim zdaj nujno o mesu, a ne. To ne govorimo zdaj konkretno o mesu, ampak govorimo jaz recimo ne jem dodatkov, a ne. Jaz ne dodajam si k svoji hrani praškov proteinskih, ne. Jaz gledam, kar kupam na polici, v štacuni ali pa pri kmetu, to je zame prva stvar, da vidim v roki imam, kaj pojem, a ne. In gre za ta celokupen vnos beljakovin v enem tednu. Zdaj, kar se tiče pa tik pred, recimo, če imaš ti nek dolgotrajen napor, a ne, vzdržljivostni, recimo konkretno tek, ki bo trajal, ne vem, jaz imam recimo tako mali maraton, pa zdaj govorimo ne po ravnini, ampak gorskega, pretečem brez težav. Brez problemov, nobenih težav, nobenih požirkov vode ali pa česarkoli, a ne. Ampak to imam že telo
pripravljeno na to, kaj se v telesu zgodi, ko ti delaš vzdržljivostne napore. Tudi krvno plazmo povečuješ, a ne. In tu je pa voda not, a ne. In v telesu, če delaš te vzdržljivostne športe, vsak ve, da pred štartom bo imel kar precej več kil, zato, ker ima voda v sebi, ker ima toliko vode v sebi, da bo to vodo potem tekom vzdržljivostnega napora porabil, a ne. In to je normalno in to je hvala Bogu, da imamo to. Ker v mišicah je voda in v krvni plazmi. Več mišične mase imaš, več imaš te vode, več si sposoben vzdržljivostnega napora izvesti, a ne. In če si ti uravnoteženo jedel, pa se pripravljal, mislim, pa jedel normalno, ne rabiš nekih blaznih predpriprav za pa tudi če je to 100-kilometrski tek, a ne. Jaz bom tako rekla, če ješ zvečer moraš nekaj pojesti, a ne. Zvečer moraš pač narediti tisto neko lažjo večerjo imeti. In potem normalno iti spat. Zdaj, če imaš ta tek zgodaj zjutraj, a ne, jaz ga imam vedno zgodaj zjutraj teči, jaz nikoli ne jem, a ne, in vedno pijem voda, limona, in potem greva z možem teči. In se odpraviva. Zdaj, tukaj imava pa s sabo meh, a ne, v mehu imava ali vodo, ali cedevito, ali elektrolite. Zdaj smo imela kar cedevito zadnje čase, no. Pa tudi kar dosti razredčeno, več vode not. Potem sem imela pa vedno, jaz imam rada doživečjo hrano in čokoladno mleko in sendviček. Sendviček sem pa imela, čisto povem, moj kruh z kozjim pa ali ovčjim sirom, pa čičerik in tunin namaz. Tako da so to kar dosti orang beljakovine, a ne. In tak sendviček se midva ustavila po 2 urah teka, se usedeva v miru, na eni krasni točki v Karavankah, gor, ko se jutro dela. To so te momenti, ki ti dajo zagon, a ne. In se ustaviš, v miru poješ in potem nadaljuješ. In dejansko za neki napor, ki traja, recimo, midva sva tekla 60-ko, se spomnim, da sva imela 65 ali nekaj takega sva imela, sva dejansko takrat, ne vem, a sva imela takrat nekje skrite zaloge ali ne vem, točno sem malo pozabila, ampak nisi lačen. Hočem to reči, imela sva pripravljeno, meni si nekje v enem grmu sva skrila eno vrečo, not sva imela še en sendvič, še banano, še čokolado. Ful sva spravila not stvari, ampak pojedla nisva pa skoraj nič od tega, a ne. Telo med naporom, če vsaj dobi ono malo na začetku, da to, kar te zadosti, a ne, ne rabiš. In tudi po naporu je pa tako, utrujen si, zmatran si, najraje bi se ulegel, ampak takrat je pa dobro takoj obvezno hidrirati se in nekaj, to mora biti pa tudi, jaz rečem, beljakovinsko, pa beljakovine, ogljikovih hidrati, a ne. Tudi tukaj je že dovolj, če popiješ, ne vem, eno lahko čokoladno mleko, a ne, v končni fazi, ali pa neki proteinski napitek, a ne, glih toliko, da nekaj na hitrico vneseš vase, potem se pa v miru stuširaš pa poješ en obrok, a ne. Tako umirjeno, ne. Tako da pri teh vzdržljivostih je zelo individualno, zelo nase pisano, ne, ampak meni je bil vedno namen, mene je čakalo pol, ko sva prišla iz teh tekov, kuža, rabo iti na sprehod. Mi nisva nikoli šla ležat po takih tekih, ampak vedno hoditi, da se mišice sprostijo, da se ti metaboliti še hitreje presnovijo in skratka, ni bilo tle počivanja, ne, to je aktiven počitek, jaz rečem temu. Če prideš pa invaliden nazaj, da bom rekla, marsikakšne zgodbe slišim o maratonih, ki so šli pa nikoli pretekli, pa so se preterali, na koncu hoditi niso mogli, pa imeli upogibalke, kolka čist. Skratka, te stvari, da pol na koncu šepaš, pri meni tega ne pride v poštev in to škoduje, no, to škoduje. To ni poslušanje, ni usklajeno z mojimi načeli, z mojimi 10 zapovedmi, to je proti. Tako da res je treba tako narediti in tako aktivnost si dati, da bo
da boš ti funkcionalen naslednji dan, da boš ti šel v službo, da boš šel na ših, da bom jaz tako naslednji dan trening delala. A ne? To so stvari, to je umetnost, ne? Da ti narediš to. A ne? Ohranjanje motivacije, ključno, ne? To je tako kot urnik, ti si ga že lahko zapišeš, ampak daj se ga pa zdaj drž. In jaz vedno rečem, na začetku je težko, potem pa to, jaz rečem, tukaj moraš pa biti kar malo špartanca, ne. Reči si, moram, tako kot si zobe umivam, tako kot grem, ne vem, psa peljati vsak dan, ker rab sprehod, tako rabiš tudi ti. Gibanje. Gibaj se in ne premišljaj, imaš to, plačal si, trening si plačal, pejt izkorist nared. Ljubiš pohodništvo, vzem ruzak, nima veze, dež pada, anorak obleč, greš. Vzam si kakšnega prijatelja s sabo, združba, nujna, družba je recimo izredna, družinski člani, prijatelji, vse, kup si psa, a ne, tudi pes, a ne, je neverjeten kompanjon športen in uživaš, jaz, ke hodimo nordijsko hojo, namreč tudi imamo, ne, imamo enega gospoda, ke teče, canicross se reče temu, ima psa tako zavezanega na špago in pes dobesedno tempo narekuje in šprintata tam okoli pod pri Savi, pod Šmarno, in to je že leta, jo videvam, tip je kita, pa starejši gospod, to je starejši gospod, starejši od mene. Neverjetna sta, no, in ona dva šopata in ima, kot da bi gledal huskija, ke je v onem, ko se reče, veš, ke je vprežen v oni vpregi, ke vodi, samo govori ene kratke besede, on ne reče levo, ampak neke druge izraze uporablja in on vse ve, pes vse ve, kje mora zaviti, kako, naravnost, levo, noro. Tako da to je recimo ena res naveza, a ne, pes pa človek, a ne. Motivacijo si pa tudi lahko ohranjamo, povečujemo z raznimi tehnologijo. Pedometri, z merjenjem tem številom korakov, a ne. Ne vem, v končni fazi spremljaš svojo frekvenco srca, a ne. Potem še drugi parametri so tukaj, a ne, ke ti dejansko lahko objektiven kazalec pokaže, a ne. Mi imamo recimo na treningih telesno sestavo, in marsikomu je tudi to motivacija, a ne, videti, kako mišice zgublja ali pa nadgrajuje, seveda jih želimo graditi, a ne, kako maščobo, a ne, kako se to spreminja, skratka to. Potem pa izzivi, a ne, ja, ves čas si postavljamo nove športne izzive, ne, in so prilagojeni ti izzivi samo nam. To je pa ta zadnja športna zapoved, ki je zame ključna, na primer jaz, ke sem rekla, 13 let delam že treninge, marsikdo bi rekel, pa saj ti si, a se ne naveličaš, a ne, ampak jaz se dejansko ne, vsakič na tak trening, da je prvič izziv za mišico, da mišica ne stagnira, a ne, da ima ves čas en držljaj, a ne. Hkrati mi je pa meni osebno izziv narava, a ne, jaz uživam v naravi, in če si ti daš tak športen izziv, pol res, ampak tukaj ne govorim zdaj samo o nekih blaznih količinskih športnih izzivih, ampak tudi majhnih, a ne. Daj se ti samo drž enkrat na teden pa pridi na trening, a ne, že to. Ali pa 10 sklec zjutraj, ko vstaneš, a ne. Nekaj majhnega, saj ni treba, da so te, ali pa recimo mi imamo te jutranje teke, vsak teden gremo, ne glede na vreme, urico dobro tečemo, ma nima veze vreme, kakšno je. Skratka, to so te majhni, drobni, ke se vsak jih postavi, a ne. Ja, in to je zdaj vseh 10 športnih zapovedi. Ja. Na kratko povedano, kaj je treba v športu delati, ne. Ja. Jaz imam še par vprašanj, če se ti da, Lahko. ki so pa malo bolj specifična. In eno, na primer, je, kaj je pri starejših dobra frekvenca treningov, pa a se regeneracija ustavi in je zato boljše imeti manj treningov za moč in kondicijo.
Ja, torej zdaj ta prvo vprašanje si rekel če tega še enkrat nisem. Kakšna je pri starejših dobra frekvenca treningov? Ta frekvenca me je malo zmotila. Torej, misliš količino, verjetno, koliko trenirati, a ne? Ja, Ja, torej, zdaj tako, spet smo si različni, a ne. Veš, tukaj ni recepta, tukaj ne morem dati jaz, zdaj pa, recimo, meni je šlo vedno na živce, ko so dali, ja, pol urce visoko intenzivnega treninga 5-krat na teden. Kaj je zdaj to za vraga, a ne? to je bilo tudi eno izmed vprašanj, ki ga imam pripravljenega, ampak Ja, mislim, a veš, ljudem je treba dati zelo strukturirano in plastično predstavo, a ne. Jaz bom pa tako rekla, čist bazo delati je treba prvo in to nima veze, ali si star ali si mlad. A ne, veste, ker jaz imam recimo na treningih, imam jaz heterogene skupine. In tukaj tukaj lahko rečeš, en 60-letnik je veliko bolj pripravljen kot 30-letnik. A ne? Resno govorim. Tukaj so izredne, tu starost sploh ne igra vloge. Tukaj igra vlogo samo telesna pripravljenost in koliko imaš ti kakšne poškodbe ali pa kakšne degenerativne spremembe. Samo to gledamo. A ne? In samo na podlagi tega prilagajaš pol treninge. Jaz vedno rečem, bazo gradiš. Baza je aerobna moč, meri se s porabo kisika in oziroma to je že mogoče malo nadgradna, osnovna baza je pa tista cona, pri kateri, bom jaz rekla, obvezno čim več, vsak dan bi jaz priporočila, to je pa cona, pri kateri lahko govoriš, ne moreš pa še celih stavkov izgovarjati, a ne. To je recimo, ko jaz grem recimo teč, se jaz pogovarjam, ampak te stavki niso to, lahko tečemo v pogovornem teku, želim pa, da tukaj ljudje razumejo, da gre za malo višji nivo intenzitete, da ti lahko kakšno besedo izustiš, ne moreš pa se blazno pa pet recimo ali pa govoriti cele stavke. To je prva stvar. Drugo je pa trening za moč, pod strokovnim vodstvom za starejše, pa za tiste, ki nimajo predznanja, začetnike in starejše, grejo pa pod strokovni nadzor in delajo 2-krat na teden. Recimo, če bi tako gledal čist recept. Vsak dan greš ali pa vsak drugi dan delaš aerobno bazo in 2 treninga za moč. Recimo, to bi jaz rekla, pa si v redu. Drugo vprašanje je bilo pa za regeneracijo, če kaj vem. če se ustavi kaj bolj. Ne, ja, seveda se ne. Seveda se ne. Tukaj so degenerativne spremembe, ne. Jaz opažam tako, jaz pri sebi že opažam, ne. Ne, da se mi je blazno spremenilo, ampak več utrujenosti imam, a ne. Recimo, ko ne rečem, včasih sem delala, recimo, to je normalno, delala sem recimo, ti veš ta izraz pliometrija, a ne, ali pa eksplozivna moč, ne, to pa poznaš, no. Gre za to, da, ja, pliometrija so skoki, a ne. No, mi na treningu delamo tudi vse to, a ne. In jaz bom seveda, ne bom jaz dala enemu, ki ima recimo, kaj se vem, 60 plus blazno težke poskoke, a ne, tu govorimo preskoki kakšnih ovir, poskoki čez lojtrce, čez nižje, višje ovire, skoki globinski, a veš, enonožni, to je vse odlično, ampak jaz recimo pri sebi vidim, da ne morem jaz teh treningov opraviti 5 na teden. Zdaj več ne. Mogoče 3 leta nazaj še. Zdaj me pa koleno, lani me je začelo koleno in točno vem, da sem zaradi teh skokov, ki sem jih preterala. Tako da regeneracija je proces, ki se slabša, ne, se slabša. In še nekaj, ne, mišice so tiste, ki največ pripomorejo k naši regeneraciji, a ne, in če nimaš te mišične mase, telo dejansko švohni, a ne, je še prej bolj švoh, a ne. Tako da dajmo graditi mišice, dejansko konkretno vadbo z utežmi, ker samo tako bomo mi nalagali, naložba je to za našo starost, a ne. Ker recimo starostnik pri 75 letih že polovico mišic, ki jih je imel prej v mladosti, izgubi, a ne. To je ogromno, a ne, to je ogromno in mi imamo imunski sistem, presnova, vse te dogaja se v mišicah in zdaj mi smo švoh, a ne, zaradi tega, mi tudi dejansko težko
delamo, ne, karkoli, govorim hoje po stopnicah, govorim malenkosti, ki tebi sploh ne padejo na pamet, ne, ampak ljudje švuhnijo, ne, in zaradi tega je treba graditi in naložbo delati v mladi, zdravi dobi, delaš za prihodnost, a ne, za našo starost, a ne. GFK je dobro rekel, da streho na hiši popravljamo takrat, ko sije sonce. On je mislil državo, a ne? Jaz pa to prenašam na telo človeško. Dajmo graditi takrat, ko smo mladi, takrat res največ zagradimo za svojo prihodnost, a ne? Ampak, je tukaj vedno en ampak, vedno se da, nikoli ni zamujeno pri športu, pri gibanju, nikoli. Tudi 60-letnik, če bo šele zdajle začel vadbo za moč, se mu bo obrestovalo, obvezno. Ne bo imel toliko hitre mišične rasti, ampak bo vsaj ohranil, malo nadgradil in bolj funkcionalna bo ta mišica, bolj uporabna. To govorimo o presnovi, to so pa te mitohondrije pa na te celičnem nivoju. Tako da ja, ne obupati. Kako pa gibanje preprečuje težave s sklepi? Zelo. To je dobro vprašanje. Mi ljudje imamo sklepe. In zdaj, če si ti predstavljaš, da ti sediš, zdaj si predstavljen avto, ne, ti si strojnik, ti veš. Avto, ki ga ne uporabljaš, ne voziš, se zarosta, ne. Se dejansko zarjavi, ne vem, ti veš bolj, kako se to dogaja. In potem traja seveda spet, da se ta avto lahko spet normalno požene, a ne. Isto smo ljudje. Kompletno, mašina smo. Mi smo mašina. Čisto odkrit rečen, telesno gledano smo mašina. In sklep je narejen in hrani se samo z gibanjem, samo z razgibavanjem, samo s premikanjem. In to imaš ti, sklep je čašica, recimo, če vzamemo ramenski sklep, imaš čašico pa bučko in noter se premika. To je najbolj gibljiv sklep v našem telesu, a ne. No, in zdaj, če mi tale sklep imamo primer, prvič se bo zarostal, zato ker samo s to tekočino obsklepno, ki jo z gibanjem izločamo, mi podmažemo po domače naše sklepe in hranimo naše sklepe. In zdaj seveda nočemo, da se zarostamo, a ne. Tako da brez gibanja se naši sklepi niso, in še nekaj, ne, to pa tudi dobro, da povem. Namreč sklep je obdan z vezmi, ki sklep držijo na svojem mestu, a ne, da nas fiksirajo, a ne, če tako gledamo čašico pa tole našo bučko. In mišice seveda se na vezi pripenjajo in to sklep stabilizirajo, a ne. Recimo pri ramenskem gre kroženje, pri kolenskem sklepu gre pa samo naprej nazaj ta gib, a ne, in samo naprej nazaj. Žal, zaradi degenerativnih sprememb v telesu sklepnih hrustanc se ne obnavlja in se rabi in se kruši in lušči. Z gibanjem seveda mi krepimo vezi, mišice, sam sklep premigavamo, a ne, in ga hranimo in se tudi ta, bom rekla, obsklepna površina hrustanc kasneje začne rabiti. Če pa mi to ne delamo, če se ne gibamo, se pa začne rahljati, vezi niso, popuščanje v vezeh, zaradi starosti, ker se nam hrustanc rabi, pride drgnjenja kost na kost in pride do majhnih poškodb kosti in tem izrastkom se reče artritis in dejansko povzroča hude bolečine. Telo se brani in dodatno izloča več te tekočine obsklepne, sklep nam oteče, s tem nam povzroči premajhno gibljivost, a ne, zdaj imamo omejeno gibljivost zaradi otekline in smo primorani sedeti in se manj gibati. Tako da mislim, da sem s tem kar dosti povedala, koliko je važen sklep pa gibanje. Prej sem imel eno vprašanje še, ker se čisto na v bistvu začeten del pogovora navezval, pa se mi zdi vsem zanimivo. In a je pomembno, da ima vsak pri sebi posebej definiran, kaj mu pomeni zdravje, ne? Ker prej si ti dala neke osnove, neke okvirje. Zdaj pa
si moram jaz verjetno sam postaviti pomen svojega zdravja pa svoje cilje, ki mi potem pomagajo stremeti k temu, kako pa delati na tej poti, ne? Seveda, zato ni tabletk, ne. Zato gibanja ne moreš ti na recept predpisati, ne. Tudi, če bi ga predpisovali zdravniki na recept, oni tebe ne poznajo, mislim, te bi mogli res v nulo poznati, da bi vedeli, kako. Ja, začetnike, ki imaš, je pač neka osnova, rečeš, v redu, smo čisto na začetku, gremo pilt zadevo, da se nauči in potem lahko gradi. Če si pa ti že na enem višjem nivoju, je pa to res zahtevno, a ne. Recimo jaz pri sebi vidim, da je ohranjanje nekaj bistveno težjega, kakor začeti, a ne. Recimo, da začneš, da zgubiš malo mogoče maščob, da začneš, da padeš v eno, da začneš pridobivati splošno kondicijo, to je lažje, to je veliko lažje, kakor en visok nivo vzdrževati. In zato imam pa jaz kot dojenček svoj ritem, a ne. In tudi vsak bi ga mogel imeti. Na začetku poslušaj strokovnjaka, poslušaj tistega, ki te vodi, pa ga poslušaj. Jaz vedno rečem, en trening je popolnoma premalo za moč, moraš dodati ta držaj, ker kaj se zgodi, ti daš en trening, en teden nič in potem spet telo je spet šokirano, spet ga moraš na novo navajati, spet se možgani pa te nevromišične povezave morajo na novo vzpostavljati. To je cel proces. Če imaš pa ti vsaj 2 treninga za moč, pa se telo že spomne, avtomatizira gib, potem pa res lahko gradiš na moči in na kvaliteti samega bistvu tega, da krepiš mišice, a ne, in jih gradiš. Kar se tiče samodiscipline, je zelo pomembno tudi to, da saj sem to že rekla, aerobna moč, ni samo dosti, če ti greš na sprehod, pa se pogovarjaš z nekom, to je meditativno. Ti moraš vedeti, da če greš nekaj, če si že vzameš čas, daj pojdi tako, da boš lahko komaj se pogovarjal, da imaš nekega kompanjona zraven, ampak daj ti hodi, hitro hojo, pojdi v klanec hoditi, pojdi laufat, skratka nekaj, kar je višji, malo višji nivo, da boš krepil vse te organe v našem telesu, ki nam bojo potem pomagali, da bomo mi dejansko zdravje ohranjali in ga prenašali pol kasneje v staro dobo, a ne. Tako da zdaj tukaj recepta takega tukaj ni. Če pa že gledam recept, pa gledam aerobno bazo deli, pa trening za moč, a ne. Veš, težko je, ker tukaj jaz imam ljudi, ki imam res, vsak ima eno svoj jaz. Jaz točno vem, tamle ena gospa ima pa težave z ramo, prilagodi mi trening, naredi tako, a ne. Ona ima težave v išijo, se je začel grabiti, dajmo krepiti počasi, nič poskokov, dajmo lepo postopno krepiti jedro, a ne. Skratka, tukaj so stvari zelo individualne. Mogoče bi tukaj še povedala, da živimo zelo v toksičnem, strupenem okolju. Na neki način se nam je življenjska doba izredno podaljšala, a ne, to ne rečem, to je super. Po drugi strani pa, če gledam mojo babico, stara je 97 let. 97 let. Ona je v glavi neverjetno, ona je bistra ko 20-letnica, res, ne hecam se. Seveda telo peša, ampak ona se pokonci drži ko sveča. Veš, kaj je to? In dejansko obvladuje. Ampak ona je imela življenje, ona ni enega kilometra prevozila se v avtu, dobro, kakšen na dopust tega tega niso imeli. Garali so z lastnimi rokami. Kaj imamo pa mi, zdaj, če čisto primerjamo? Če gledamo te 4 stebre, ki sem jih na začetku omenila. Gibanje je eno, a ne, posod električni skiroji, električna kolesa, električni avtomobili, potuha na vsakem koraku, a ne, res, to je zelo slabo za nas, a ne, za nas kot vrsto, kot človeka. Potem, če gledamo spanje, a ne, spanje je druga komponenta, a ne, zaradi vsega stresa, ki ga doživljamo v našem, pa vseh teh dražljajev, informacij, ki prihajajo, koliko smo mi s tem nasičeni, ne, možgani sploh ne morejo predelati, procesirati. Mi gremo spat, glavo imamo polno enih misli, enih dogajanj, sploh se ne moremo, a ne,
moja babica je cel dan garala na njivi, kuhala, skrbela za družino, počitek, uležeš se, si hvaležen, da se lahko uležeš in takoj zaspiš. Zdaj se pravi, imamo nasičenost, ne moramo spati. Nespečnosti je neverjetno veliko. Hrana. Včasih je bila ta hrana res veliko bolj zdrava, manj problemov s temi, ko se reče, pesticidi, ki delajo umetno na videz lepo hrano. Tako da dejansko hrana je bila včasih bolj zdrava, manj je bilo onesnaženja. Na policah ni bilo tujih znamk, imel si večinoma, ker je dejansko so predelali in dali na police. Zdaj imaš pa te hrane toliko in umetne in predelane in vabljive in odvisne in hitre in počasne, obup. In ljudje dejansko tako, če nimaš res, dejansko je draga hrana. Hrana je podražila se, tudi zdrava hrana se je podražila in mislim, nimamo, marsikdo si ne more privoščiti, tako da tukaj je res težko, tudi s to komponento, premišljati, kaj boš jedel, kako, da bo družina zdrava. In vse to vpliva na naše duševno zdravje, ki se tudi zelo slabša, tako da ja, mi res živimo v težkem okolju in da sfolgaš službo, otroke, hrano zdravo, da dobro spiš, pa še duševno, da si srečen, vemo, kam pele, težko je. Je pa res nekaj, da je mogoče, to je ta kriza srednjih let, bom jaz to rekla, ko si v višku moči, v službi, v višku, nekam, se hočeš še dokazati, vse dati, ampak nimaš časa misliti na zdravje. Nimaš časa še misliti, ko greš pa v penzijo, imaš pa to čas. In marsikakšen 60-letnik, 65-letnik je bolj fit, bolj zdrav, kakor prej, ko je bil mlaj. Se pravi, vse se da. Telo je živa snov. Tle je bilo še eno vprašanje, ki se mi ni zdelo glede na pogovor relevantno, ampak si ga potem sama odgovorila. Na kakšen način moderne tehnologije, ki so sicer namenjene koristi modernemu človeku, v resnici na koncu škodujejo, ko pogledamo celo sliko? Ja, toliko se strinjam s tem. Saj sem rekla, poslušaj svoje telo, ne nos slušalk, zdaj ne bom rekla ne nos, marsikdo jih pa pač ima, ampak dej začuti naravo, pejti v naravo, poslušaj, glej okoli sebe, upočasni svoj ritem, ko se reče, bodi tu in zdaj, kako je že ta izraz, ko se reče, da si v unem momentu in živiš in si zdaj, se bojo drugi vedeli, kaj mislim. Gre za to, da nekaj me spominja na čuječnost, spomnila sem se, čuječnost, nismo čuječi, sploh se ne zavedamo, kaj se okoli nas dogaja, in jaz pa glih zato uživam v teh športih, ki jih delam, recimo, ko grem v vodo, skočim v vodo. V trenutku se prelevim, jaz ne vem, v eno bitje vodno, gledaš, opazuješ, kaj se pod tabo dogaja. Ko grem teč, letni časi se spreminjajo, vidim, kako zdaj krasno je bilo zdaj s temi kroncami, ko so bile na Šmarni gori, zdaj so že narcise na grmadi. Uživam v tem, ko opazujem naravo. Kako se spreminja, kaj mi da, jaz zjutraj grem teč, glih včeraj sva s kolegico, ko sva šli teč, občudovale srne. Srne so tekle mimo naju, sonce je vzhajalo, same sva bile tam na oni poti, ptički so peli. To je nekaj nepojmljivega, in jaz želim, da bi ljudje začutili gibanje skozi naravo. In manj tehnologijo, da se ne oziraš toliko, pa bum v ušesih, pa poslušati muziko, pa poslušati tempo ti narekuje eden, pa ne slišiš nič več, nisi dovzeten za nič, priješ domov, muzika se tam, poročila, dajmo se odklopiti, znati se moramo odklopiti. Za konec mogoče še eno tako
ne čist direktno relevantno vprašanje, ampak je to pa mene tako malo zanima. Ker zdaj vse raziskave zelo kažejo, pa statistike, da so večinski vzrok za smrt so nenalezljive bolezni, potem vzrok vseh smrti je, da so nenalezljive bolezni 86%, ne vem, vzroka vseh smrti, pa ne vem, 80% vseh bolezni, pa tudi v Sloveniji, da jih je toliko veliko. Kaj pa potem starost? A to pomeni, da če mi celo življenje živimo zdravo, pa delamo vse pravilno, a to pomeni, da lahko živimo zavedno? Ker če so bolezni vzrok za to, da umremo, pa da smo mi povzročitelji bolezni, kaj to pomeni? Jaz ne bi nikoli podpisala, da živim zavedno. Bi pa takoj podpisala, da tudi če skrajša 1 leto življenja, da ga živim polno. In to me narobe razumeš, veš? Ne gledamo zdaj število starosti, število, koliko let dosežemo, ampak koliko kvalitetno mi živimo. Jaz rečem samo to, če bom jaz šla v penzijo, če bom jaz tako kot moje punce na treningu, ki so stare 80 pa plus, in meni Ana, vem, da Ano moram pozdraviti, Ana je neverjetna, vedno reče, joj, Veronika, jaz tako gledam tele mlade, ki skačejo, joj, kako si jaz želim, da bi lahko tako delala, ne. Koliko si jaz tega želim, jaz pa gledam njo, kaj ona počne pri več kot 80-ih, kako ona počne, kako ima še misli, kako ima to živčne mišične povezave, se dela na dveh, bom rekla, prestavah nižji, ampak ona dela. In to je, jaz vidim, kako ona to, to je tisto, kvaliteta življenja. Kvaliteta življenja je bolj važna kot pa kvantiteta. In omenil si samo to, omenil si te bolezni, in to so procesne bolezni, in so 4 glavne bolezni, in sem spadajo srčno-žilne bolezni. To so vse bolezni, zaradi katerega umremo, enega od teh bomo umrli. Srčno-žilne bolezni, rak, sladkorna bolezen tipa 2 in pa nevrodegenerativne bolezni. Te 4 so tisti vzroki, zaradi katerega mi umremo, če odštejemo vse poškodbe, ujme, nesreče. To je druga plat. A to so vse procesne bolezni, ki se desetletja nazaj so se začela že razvijati. Pazi, desetletja nazaj. Kar pomeni, da mi imamo vpliv na njih. Nekaj je genetika in ta genetika nas, če ne bomo mi nič delali v korist, bomo umrli zaradi raka, ker imamo tako predispozicijo. Če ne bomo nič delali, bomo umrli zaradi srčnega infarkta, ker nam je tako pisana genetika. Ampak mi imamo tukaj okolje in okolje vpliva 80%. 80% imamo mi vpliva nad svojim življenjem, nad svojim, kako bomo mi enkrat umrli, A razumeš? In zaradi tega mi treninge delamo, zaradi tega mi telovadimo, zaradi tega, da bomo mi nalagamo v svoje zdravje zdaj, da bomo potem v stari dobi kvalitetno živeli. A veš, to je to. To je bistvo. Hvala ti za pogovor. Meni se je zdelo zanimiv. Upam, da ste malo uživali v pogovoru, upam, da ste veliko odnesli iz pogovora, kar se je dal, pa se vidimo naslednji torek. Ja, hvala za vse. Hvala za povabilo.